Hvala lepa. Spoštovani Slovenke in Slovenci, drage rojakinje in rojaki, spoštovani vsi, ki ste se danes zbrali tukaj na Jožefovem hribu na 16. pozdravu slovenski domovini. Pred 22 leti smo pred slovenskim parlamentom na Trgu Republike slovesno dvignili slovensko zastavo z novimi državnimi simboli. Simboli stare države, iz katere smo takrat odhajali, so odšli na smetišče zgodovine. Vse, ki smo bili takrat priča tej in ostalim slovesnostim po Sloveniji, so se globoko vtisnile v spomin tudi evangelijske besede, ki so preplavljale slovensko domovino. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. In takrat smo verjeli, da je v tej hiši res dovolj prostora za vse. Da je to hiša, ki smo jo gradili sami in v kateri bomo lahko v prihodnosti kot gospodar, kot sami na svojem, živeli v skladu s svojimi običaji, s svojimi vrednotami, strpno in tako, kot smo verjeli, da takrat onstran naših zahodnih meja živijo v svobodni Evropi. Od takrat je minilo 22 let. Ko se danes oziramo nazaj na ta leta, vidimo, da te sanje, ki smo jih sanjali takrat, še niso zaživeli. Slovenija je sicer kot država v tem času dosegla mednarodno afirmacijo, se uveljavila v svetu, postali smo člani Evropske zveze, Severnoatlantskega zavezništva, vseh mogočih drugih naprednih svetovnih in evropskih združenj in leta 2008 celo vodili Evropsko unijo. Skupnost s 500 milijarde ljudi. Slovenska država, Slovenija, narod 2 milijonov ljudi je bil na čelu 500 milijardne skupnosti in v tej skupnosti smo, potem ko smo se v vanjo vključili, doživeli nek topel sprejem in tudi enakopraven položaj, kakršnega Slovenci prej nikoli nismo imeli v katerikoli drugi večdržavni skupnosti, kjer smo živeli. Ampak temu lahko bi rekli čudežnemu vzponu Slovenije kot mednarodnega subjekta žal ni sledilo tudi tisto, kar smo verjeli, da se bo dogajalo znotraj države. Ko je Slovenija postajala samostojna, ko se je na Trgu Republike dvigovala nova slovenska državna zastava, prvič v zgodovini, smo verjeli, da bo država, ki nastaja, tudi okvir, ki bo varoval nekaj večjega, ki bo varoval tisto, čemur pravimo domovina. Ljudje imamo prostor, kjer smo doma za svet. Dom je pravzaprav prostor, kjer se dobro počutimo, zaradi tega, ker verjamemo, da tam domuje pravičnost. Tudi državni okvir je lahko varen okvir za našo domovino samo, če je to prostor, v katerem domuje pravičnost. In če se v 22 letih vprašamo, ali danes slovenski državni okvir varuje prostor slovenske domovine, v katerem res domuje pravičnost, moramo žal, kljub temu, da slavnostni dogodki niso priložnost za trpke besede,
ugotoviti, da žal temu še vedno ni tako. Potem, ko je na začetku kazalo, da bo naš notranji razvoj šel v celoti v pozitivno smer, se je hitro pokazalo, da so bile sanje dovoljene samo en dan, potem pa se je vse začelo vračati nazaj na staro. Najprej so tisti, ki so bili že prej na položajih, pokradli slovenska podjetja, potem so še dvakrat izropali slovenske banke, vedno se to plačuje iz žepov slovenskih davkoplačevalcev. Nekateri so ohranili vse privilegije, zato da se nekako pride ob koncu leta skupaj, se krčijo vsi ostali izdatki. In v prihodnjih letih, glede na to, da so uspeli Slovenijo zadolžiti v 4 letih za več kot 10 milijard evrov, bo najbrž še huje. Spoštovani, to niso bile sanje, ki so bile v glavah 2 milijonov Slovencev pred 22 leti. Želeli smo nekaj drugega. In po 22 letih je seveda skrajni čas, da se vprašamo, zakaj smo zašli. Lahko bi govorili na dolgo in na široko in veliko razprav je v tem času, ko se pravzaprav vsi strinjamo, da smo v moralni, politični in gospodarski krizi. Veliko razprav je na to temo. Žal pa se ne strinjamo glede vzrokov te krize. To je postalo, kot sem dejal v zadnjih dneh, že velikokrat točka nove ali pa, če hočete, poglobljene delitve. Danes so v Sloveniji zelo močni glasovi tistih, ki pravijo, da smo v krizi zato, ker smo šli iz Jugoslavije. Ali da smo v krizi zato, ker je v novi slovenski državi ostalo premalo tega, kar je bilo prej v Jugoslaviji. Drugi trdimo, da je ravno obratno. Da smo v krizi zaradi tega, ker je tudi novi slovenski državi ostalo preveč Jugoslavije, preveč vzorcev od prej, preveč državne lastnine, preveč mišljenja v tem smislu, da lahko zapravimo več kot ustvarimo, preveč privilegijev od prej, preveč moči iz ozadij, ki so prej, preko katerih se je vladalo prej in preko katerih se vlada še vedno tudi danes. In spoštovani, ko nekdo zaide, obstaja ena sama možnost. Moraš nazaj na križišče, nazaj na tisto točko, s kateri si šel v napačno smer. In danes je potrebno ugotoviti, da je tista točka dan razglasitve samostojne države, da se treba vrniti nazaj k tistim vrednotom, ki so omogočile, da smo Slovenci kot narod bili toliko enotni, da smo dosegli samostojno državo, da smo to dosegli brez prelivanja bratovske krvi, da smo se združili okrog pozitivnih, lahko bi rekli, evropskih civilizacijskih vrednot, zaradi katerih so nas tudi sprejeli v Evropsko zvezo. Tisti, ki misli, da bo Slovenija išla iz krize tako, da bo v Slovenijo vozil še več Jugoslavije, se pač bridko moti. To je pot, ki vodi v nadaljnji pot. Slovenci smo v časih, ko je bilo najtežje, instinktivno, podzavestno vedeli ali pa vsaj čutili, kam je treba. Ta čas se ponovno vrača, žal pa je bilo vmes izgubljeno veliko mesecev in tudi veliko let in ceno za to bomo plačevali ne samo mi, ampak tudi prihodnje generacije. Ampak prej se vrnemo na izhodišče, prej bomo lahko stopili na pravo pot. V času, ko je nastajala samostojna Slovenija, v času slovenske pomladi,
času, ko se je zbirala vsa ta energija, se je vedelo, da v tistih državnih okvirih, v tistih odnosih, v tistih procesih, ali če hočete, v tistih simbolih ni prihodnosti. Še toliko manj je v isti smeri ali pa na istih poteh prihodnost danes, po 22 letih, ko se cel globalni svet sooča že z povsem novimi izzivi. Vendar pa se je treba sprijazniti s tem, kar se je 22 let spregledovalo v naši veliki dobronamernosti, včasih tudi namerno, češ pozabimo, kaj je bilo. Treba se je sprijazniti s tem, da pred 22 leti Slovenci kot ljudstvo in kot narod smo dejansko bili enotni, slovenska politika pa seveda ni bila enotna. Demosova pičla večina v slovenskem parlamentu je z nekaj glasovi večine komaj uspela sprejeti ključne osamosvojitvene akte, obrambni proračun, ustavni zakon, zakon o obrambi, vse tisto, kar nam je, potem ko smo bili napadeni, dejansko omogočilo, da smo se ubranili. Danes poslušamo ravno tiste, ki so zmetali največ polem pod noge v tistih časih, pridige o tem, kako je bilo včasih bolje, kako se je država ukradla v zadnjih 20 letih in tako naprej. Mislijo pa seveda na neko drugo državo. Ko govorijo ukradli so nam državo, mislijo na Jugoslavijo in tega nam nikoli niso odpustili. Zaradi tega je veliko Zaradi tega je bilo veliko negativne energije vloženo v omalovaževanje slovenske osamosvojitve, v zanikanje slovenske osamosvojitve, tudi v poskuse kriminalizacije slovenske osamosvojitve, samo da bi se nekako zakrilo to dejstvo, da del slovenske levičarske politike ni niti iskreno verjel, niti iskreno delal za slovensko osamosvojitev. Še junija leta 1991 nekaj tednov pred razglasitvijo samostojne slovenske države, nekaj tednov pred vojno za Slovenijo, smo v slovenskih časopisih brali velike naslove kot Samostojna Slovenija, ne hvala. Brali smo naslove osamosvojitev, da, vendar takoj na to ponudba za novo povezavo v novo Jugoslavijo. Sestankovali so nasledniki nekdanjih komunističnih strank iz bivše Jugoslavije z temi idejami in s temi predlogi. Sestankovali so predstavniki vodje slovenskih levičarskih strank takrat z človekom, ki je potem ukazal napad na Slovenijo, z Antejem Markovićem, in se pogovarjali o tem, kako bodo oni postavili novo vlado, ko bo Demos uspel zgolj z neko operetno osamosvojitvijo, ko bo vlada padla in kako se bodo potem pogovarjali o novi jugoslovanski povezavi. Vse te stvari so bile takrat znane, vendar jih ravno zaradi tistih besed iz Evangelija, ki sem jih na začetku citiral, nihče zadnjih 22 let ni želel pogrevati. Verjeli smo, da je v hiši našega očeta dovolj bivališč za vse, tudi za tiste, ki v samostojno Slovenijo niso verjeli. Žal pa ti niso teh 22 letih sledili tem besedam iz Evangelija, ampak so želeli na vsak način dokazati svoj prav. In v lanskem letošnjem letu smo po slovenskih ulicah in trgih ponovno lahko z velikim obžalovanjem gledali mahanje z jugoslovanskimi zastavami in totalitarnimi simboli armade, ki nas je pred 22 leti napadla. Torej,
Kot sem dejal že prej, ti simboli in te poti in ti koncepti Sloveniji ne prinašajo nikakršne prihodnosti. To je pot nazaj v preteklost, pot nazaj v ohranjene ali ponovno obojanje nekih vzorcev, zaradi katerih jim je razpadla tudi prejšnja država. In Slovenci, mislim, da nikoli ne bomo dovolili, da tudi v našem primeru pridemo tako daleč. Vendar pa čim prej se streznimo, čim prej gremo nazaj na križišče, na katerem smo kot država in kot skupnost zašli, najprej bomo krenili po pravi poti in prej se bo začelo delati dobro tudi za prihodnje rodove. Ne glede na vse, kar se je dogajalo, tudi ne glede na vse, kar so počeli z nami v teh zadnjih 22 letih, jaz osebno trdno verjamem, da je potrebno vztrajati na tistih besedah, na tistih evangelijskih besedah, ki jih je izrekel ob osamosvojitvi tudi takratni nadškof Alojzij Šuštar, ko je dejal: v hiši mojega očeta je dovolj bivališč za vse. Mislim, da je to edina pot, ki vodi v dobro prihodnost za Slovence, vendar pa se je treba na točki, ko iz hiše izganijo tiste, ki so jo gradili, to pa delajo tisti, ki so gradnjo te hiše ovirali, treba upreti. In mislim, da je čas okrog največjega slovenskega praznika, okrog dneva slovenske državnosti, tisti čas, ko je ne glede na slavnostni trenutek treba povedati tudi besede resnice, ki nikoli prej niso bile izgovorjene. In treba se je tudi povezati. 2 leti nazaj je nastalo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, ki je široko, ki v svoje vrste sprejema vse, ki so takrat z iskreno mislijo in dobro voljo v srcu pričakali samostojno slovensko državo, in vrste tega združenja je v prihodnosti treba bistveno okrepiti. In mislim, da lahko z resnim delom kmalu ponovno pridemo na splošno spoznanje, da lahko Slovenija iz krize, iz te moralne, politične in tudi gospodarske krize izide zgolj na osnovi tistih vrednot, ki so omogočile, da je država sploh nastala. In to je spoštovani, tisto spoznanje, ki se bo v prihodnjih tednih, mesecih in tudi letih širilo po Sloveniji, in tako kot je bila energija slovenske pomladi nezaustavljiva pred 22, 23, 24, 25 leti, tako bo tudi to spoznanje nezaustavljivo, ker je pač za resnico, ker gre za stvari, ki so trajne, ker gre za spoznanja, okrog katerih smo Slovenci že enkrat dosegli tisto potrebno enotnost, zaradi katere danes lahko sploh praznujemo dan slovenske državnosti, že 22. rojstni dan slovenske domovine. Torej, spoštovani, želim vam iskreno in doživeto praznovanje tega našega skupnega rojstnega dne. Ne pustite si vzeti veselja ob tako velikem prazniku,
kljub vsemu temu, kar lahko spremljamo okoli nas, naj to praznovanje ob našem skupnem 22. rojstnem dnevu preveva zavest, da se bližajo časi, ko bomo z veliko večjim veseljem Dan slovenske državnosti praznovali ponovno, tako ponosno in ponovno v družbi samo tistih simbolov kot leta 1991. Hvala lepa.